Ameriški senator Lindsey Graham je umrl v starosti 71 let zaradi kratke in nenadne bolezni. Po poročilih je doživel srčni zastoj. Graham se je pred kratkim vrnil s potovanja iz Kijeva v Ukrajini, kjer se je srečal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim in naj bi po vrnitvi gostoval v oddaji NBC News Meet the Press. Graham je bil predsednik odbora za proračun v senatu in je novembra kandidiral za 5. šestletni mandat v senatu. Med svojim mandatom kot senator je bil Graham podpornik Izraela in si je prizadeval podpirati izraelsko vlado. Že leta 2024 je Graham obljubil, da bo uvedel sankcije proti državam, ki bodo uveljavljale naloge za aretacijo Mednarodnega kazenskega sodišča proti izraelskim ministrom. Vračam se v kongres in zelo kmalu bom vložil zakonodajni predlog, ki bi uvedla sankcije proti vsaki državi, ki bi poskušala uveljaviti nalog za aretacijo proti Izraelu. Torej bi lahko bil tesen zaveznik. Kanada, Velika Britanija, Francija, katerakoli že država. Če sprejmete ta nalog za aretacijo kot zakonitega, boste v Ameriki naleteli na močan odpor obeh strank. Oktobra 2023, le 15 dni po 7. oktobru, je senator Graham izjavil, da verjame, da je Iran odgovoren za dogodek 7. oktobra. Ideja, da se je to zgodilo brez iranske vpletenosti, je smešna. 93% proračuna skozi desetletja, usposabljanje, oprema, vse prihaja od ajatole. Prišel sem, da Izraelu sporočim, da bo Amerika z vami. Prišel sem, da to sporočim arabskemu svetu. Sklenimo mir, če lahko. Unisenje Hamasa ni predmet pogajanj. Kako to naredimo? O tem se lahko pogovarjamo. Graham je prav tako podprl Ukrajino v vojni z Rusijo in je pogosto odkrito izražal svoje stališče glede podpore ameriške vlade Ukrajini ter obrambe njenih meja. Pomagali vam bomo, vendar moramo tudi razumeti, da imajo ameriški davkoplačevalci in ameriško ljudstvo prav tako svoje potrebe. Bil sem zelo neposreden s predsednikom Zelenskim. Lahko pričakujete, da bom vedno na vaši strani, vendar ni nepošteno, da vas in druge zaveznike prosim, da tudi vi pomagate, če lahko. Senator Graham in predsednik Trump imata dolgo delovno sodelovanje. Nista se vedno strinjala, vendar sta sodelovala in podprl je predsedniško kampanjo predsednika Trumpa, ko je Trump napovedal, da bo leta 2024 znova kandidiral. In moj dolgoletni prijatelj, ne strinjava se vedno, ampak tudi to je v redu. Ampak on je odličen človek, odličen politik pravzaprav in izjemna oseba, ki ima rad vašo zvezno državo. Senator Lindsey Graham. Hvala, Lindsey. Hvala. Kot odziv na Grahamovo nenadno smrt je predsednik Trump objavil: Senator Lindsey Graham, eden največjih ljudi in senatorjev, kar sem jih kdaj poznal, je mrtev. Vedno je bil delaven in je bil pravi ameriški domoljub. Lindsey Graham nam bo zelo manjkal. Podrobnosti in organizacijske informacije sledijo. Zelo žalostno. Predsednik Donald J. Trump. Številni izraelski uradniki so izrekali sožalje in delili svoje razmišljanja o izgubi senatorja Grahama. Premier Benjamin Netanjahu je povedal, da je Lindsey razumel, da sta varnost Izraela in Amerike neločljivo povezani. Svoje življenje je posvetil obrambi Amerike, krepitvi našega zavezništva in zavzemanju za svobodni svet. 14. predsednik vlade in vodja opozicije, Jair Lapid, je zapisal, da je imel Lindsey trdno moralno držo, globoko predanost izraelskemu ljudstvu in jasno vizijo za varen in miren Bližnji vzhod. Senator Lindsey Graham ni delal le za ameriško ljudstvo, ampak se je boril tudi za judovsko državo in za Ukrajino. Verjel je v pravico naroda, da se brani. Vsak dan je delal po tej filozofiji. Za več o tej temi se nam pridružuje Mark Schulman, avtor knjige Tel Aviv Diary in kolumnist revije Newsweek. Mark, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Kakšna je politična zapuščina, ki jo Graham pušča za seboj? Vsi bi rekel. Najprej, seveda, Izrael ga bo vedno pogrešal. On je zagotovo eden najmočnejših podpornikov, ki jih je imel Izrael v senatu in vsekakor v republikanski stranki v tem trenutku. Glede Ukrajine ni dvoma, da je bil močan podpornik Ukrajine skozi celotno vojno. In končno tudi sam NATO dolguje zahvalo Lindseyju Grahamu, ker se je boril znotraj Trumpove administracije, da bi še naprej čim bolj podpirali NATO. Lindsey Graham je sklenil dogovor. Nekateri bi rekli, da je to dogovor shodičen.
Če se vrnete v leto 2016, ko je kandidiral proti predsedniku Trumpu, je bil njegov največji kritik, ga je imenoval osla, govoril, da nikoli ne more zmagati in izrekel vse mogoče grozne stvari. Bil je najbolj glasen kandidat proti predsedniku Trumpu leta 2016. Kandidiral je proti njemu med vsemi drugimi, ki so kandidirali proti njemu. Ko pa je bil predsednik Trump izvoljen, se je odločil zakopati bojno sekiro. In iz kakršnega koli razloga je predsednik Trump pristal, da zakoplje bojno sekiro. In postala sta prijatelja z igrišča za golf. Postala sta precej blizu. Zato se je odločil, da lahko iz notranjosti administracije, iz notranjosti Trumpovega tabora, tako rekoč, ima velik vpliv. In očitno ga ima. Jasno je bil tisti, ki je šepetal na uho glede Izraela. Ni mu vedno uspelo, ko je šlo za Ukrajino. Po drugi strani pa mu je uspelo zadržati najslabše nagone predsednika Trumpa v zvezi z Ukrajino. In to je imelo velik vpliv. Enako velja za NATO. On je internacionalist, je republikanec stare šole, ki verjame, da je Amerika tista svetla luč na hribu, nekaj, v kar mnogi republikanci danes več ne verjamejo. In on tu poseblja. Vsem tistim, ki menijo, da so Združene države posebna država in imajo posebno vlogo v svetu, bo zelo manjkal. Premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je Izrael, kot ste omenili, izgubil prijatelja in da je tudi sam osebno izgubil prijatelja. Lahko poveste kaj o pomembnosti teh osebnih odnosov v politiki in kako oblikujejo politiko, ki iz tega izhaja? V redu, torej moramo to razdeliti na dva dela. Veste, to je tista velika teorija zgodovine. Kaj je pomembnejše? Ljudje, cilji, ekonomija, vse te stvari. In jaz sem eden tistih, ki verjamejo, da je to mešalica vsega. Jasno je, da imajo nekateri ljudje bolj osebne vezi, ki so pomembnejše kot pri drugih. Jasno je, da so za predsednika Trumpa osebne vezi ena najpomembnejših stvari. In mislim, da smo tukaj videli to povezovanje, ker ima Lindsey Graham dober osebni odnos, odličen osebni odnos s predsednikom Trumpom, vse odkar je bil Trump izvoljen. In imel je ta osebni odnos, ne samo s predsednikom vlade Netanjahujem, imel je osebne odnose z vsakim predsednikom vlade. Ni jih bilo tako veliko, ampak veste, imel je osebne odnose tudi z drugimi predsedniki vlade, pa tudi na vseh straneh političnega spektra. Izrael je dobro poznal, ne vem kolikokrat je obiskal to državo, zagotovo pa več kot 20-krat. Bil je pogost obiskovalec, bil je zelo razgledan in ljudje so ga spoštovali zaradi njegovega znanja. In seveda, osebni odnosi, veste, osebni odnos predsednika Trumpa z Netanjahujem je jasno vplival na njegovo pripravljenost, da verjame ali ne verjame temu, kar pravi predsednik vlade Netanjahu. Osebni odnosi so zelo pomembni do določene mere. To moramo imeti v mislih. Osebni odnosi običajno ne presegajo nacionalnih interesov države. Tako da osebni interesi na stran, ko se nacionalni interesi spopadajo z osebnimi interesi, pogosto ali običajno prevladajo nacionalni interesi. Ampak Lindsey Graham je edinstven. Mislim, da na ameriški politični sceni ni bilo nikogar, ki bi bil tako zvest podpornik Izraela v dobrem in slabem, niti Ukrajine. In mislim, da je resnično svojstven in zelo edinstven. In kot sem rekel, bosta tako Izrael kot Ukrajina res pogrešala njegovo vlogo v ameriški politiki v tem trenutku. V redu, Mark Schulman, najlepša hvala za vaš prispevek danes. Kot smo pravkar slišali, je bil senator Graham odločen podpornik vojne proti Iranu. Njegova smrt je povzročila slavnostne objave znotraj Islamske republike. Iranska državna televizija pa se veseli smrti pokojnega senatorja. Poslušajmo. Dovolite mi da vam povem. Oshkoran به درک واسط شدن لینسی گراهام. Lindsey Graham je mrtev in odšel v pekel. Iranskemu narodu čestitamo ob smrti vojnega hujskača proti iranskega ameriškega senatorja. Za več o tem se nam pridružuje višji dopisnik za Bližnji vzhod pri I24 News English, Ariel Oseran. Ariel, slišali smo, da je bil senator Graham skoraj brezpogojni podpornik Izraela. In njegova smrt je res povzročila nekakšen viralni vihar objav iz različnih krajev in različnih političnih osebnosti v Iranu. Kaj še vidimo? Ja, gledajte, Iran je država, ki je izgubila svojega vrhovnega voditelja, pravkar so ga pokopali. Izgubili so dve najvišji ravni svojega vodstva. Tako lahko kadarkoli pokažejo na osebo na drugi strani, ki jo vidijo kot sovražnika.
in za nekoga na vodilnem položaju, čeprav ni bil prisoten pri odločitvah. To uporabljajo kot priložnost za hvalisanje, da rečejo, mi smo izgubili svoje pomembne uradnike, vi izgubljate svoje. Očitno tukaj ni nobene primerjave, to niso niti jabolka in pomaranče, to so jabolka in češnja v paradižnik. Ni nobene primerjave. Ampak trudijo se, nenehno iščejo načine, da bi ohranili ugled in pokazali, da niso takšni. Niso doživeli enake ravni izgub, kot so jih v resnici imeli. In če je temu tako, tudi tukaj zdaj ZDA izgubljajo svoje pomembne osebnosti. Seveda, to ni bilo v boju, to je bilo zaradi bolezni. Torej, ni primerjave, vendar resničnost in Iranci nista dva elementa, ki bi se pogosto srečevala. Še posebej zdaj s tem opogumljenim režimom. Zato ne bi smeli preveč razmišljati o tem. To uporabljajo kot priložnost, da se bahajo in kažejo s prstom na Združene države. Na koncu je bil res zelo odločen glas proti Iranu, za katerega verjamejo, da je imel nekaj vpliva na predsednika Trumpa pri sprejemanju odločitev glede Irana. Zelo izrazit zagovornik ostre politike. Tako lahko odstranitev tega zagovornika trde linije proti Iranu z političnega prizorišča oni dojemajo kot nekaj pomembnega. Kot zmago, vendar je to zanje le zelo klavrn poskus, da bi nekako rešili svoj ugled po svojih velikih izgubah zaradi spopadov. V redu, v redu.